Gledaš tole na mobilnem telefonu? Poslušaj najine nasvete za Mobile First Marketing. Dober dan, dobrodošel v novi oddaji Point Out Weekly. Danes v 76. oddaji z Nejcem govoriva o strategijah, taktikah, nasvetih, o Mobile First Marketingu. Vse v zvezi s to oddajo, tako kot vedno, si lahko prebereš na pointout.si/weekly76. To je weekly 76. In pa še to, preden greva v oddajo, če si želiš pogledati prejšnjo, o kateri smo govorili, kako biti bolj učinkovit na sestankih, klika na link in potem skoč nazaj v to oddajo. Evo. Živijo tudi z moje strani. Zakaj v bistvu sem sploh zbrala to oddajo? Ja, zaradi tega, ker mobile marketing je vedno bolj pomemben v našem življenju. Ker 80% vseh ljudi oziroma časa, ki ga ljudje preživijo na družbenih omrežjih, je preko mobilne naprave, ker mislim, da 70% vsega oglaševanja v letu 2019 bodo oglaševalci spendali, se pravi porabili preko mobilnega oglaševanja in tudi vedno več časa preživimo. Na mobilnem telefonu več kot 3 ure, medtem ko, če primerjamo to z računalniki, je podatek tam nekje 2 uri. Tako da, to je to za začetek, zdaj pa najbolj, da kar začneva s tem prvim nekak nasvetom, ne? Kaj si pripravil, Zoran? Prva stvar je sigurno, da je treba imeti spletno stran prilagojeno mobilnim napravam. Potem ne misliva tukaj samo, da je responsive, ker to je nekako že higienski minimum, je nuja, ampak je tudi pomen to, da se spletna stran funkcionalno prilagodi mobilni uporabi. Se pravi, da se mogoče tudi po prioritetah spremeni, da so neke stvari prej, ker pač dostopam do spletne strani preko mobilnega telefona, neke stvari kasneje. Se pravi, da ustvarjajo se te neke razlike med klasično desktop spletno stranjo in pa mobilno spletno stranjo. Ja, da so vsebine drugačne, ne? Se pravi, ker uporabnik pričakuje oziroma so zanj pomembne drugačne informacije na mobilni napravi, ko je na primer on the go, ali pa ko sedi pred računalnikom. In tudi v povezavi s tem mu moramo dati na voljo vsebino, ki ga bo pritegnila na mobilnem telefonu, in po drugi strani vsebino, ki ga bo pritegnila na računalniku. Google ima tudi za to pripravljene teste, kjer lahko preveriš, kako dobra je tvoja stran oziroma kako optimizirana je za mobilne naprave. Ena izmed takih je, da testiraš mobile friendliness oziroma prijaznost do mobilnih naprav. Tam ti da neke tudi vsebinske nasvete, ne nazadnje. Druga je pa test with Google, nekaj v tem smislu, kjer predvsem testira hitrost in pa kako je tehnično narejena spletna stran, če je dovolj dobro za mobilne naprave. Bomo dali oba linka, ker sem sigurno kaj narobe zdaj povedal. Cool. In vse to, kar tukaj omenjava, če boste te zadeve uredili, če boste se tem posvetili, bo sigurno prispevali k boljšim konverzijam ali na desktop, pri desktop uporabi ali pri uporabi uporabnikov preko mobilnikov. Ok, zdaj, če nadaljujeva, zelo pomembna zadeva je tudi, da se osredotočimo na iskalni marketing oziroma kako ljudje raziskujejo, ko so na računalniku ali ko so na mobilni napravi. In ko so na mobilni napravi, sta dve zadevi ful pomembni, in to so okoliščine oziroma čas, v katerem oni to informacijo iščejo in kje se takrat nahajajo, se pravi, na kateri lokaciji se nahajajo. Ja, ker če sam pomislimo, kako najpogosteje, ko nekaj iščemo na Googlu, na mobilnem telefonu, recimo, da smo sredi ulice, iščemo običajno drugačne stvari kot na osebnih računalnikih. In takrat, če ste, na primer, restauracija ali pa neka lokalna trgovina, kaj v tem smislu, je fajn, da za svoje ključne besede na spletnih straneh uporabljate tudi
Dejansko lokacija, ime lokacije. Ker uporabnik naprimer napiše v Google Mehiška restauracija Ljubljana ali pa Mehiška restauracija Ljubljana center, ki je v tem smislu in je fajn, da je to tudi del vaše nenazadnje strategije s ključnimi besedami, zato da uporabnik lažje najde. Po drugi strani so pa za mobilnike tudi ful pomembne semantične ključne besede. Zakaj? Ker vedno več ljudi išče ali pa bo iskalo preko glasovnega iskanja. Naprimer, jaz vprašam, katere so pa najbolj romantične restauracije v Ljubljani. Se pravi, nek splošen tak query, poziv dam. In če boste optimizirali vašo spletno stran tudi na podlagi teh semantičnih ključnih besed, bodo ljudje, uporabniki, hitreje oziroma prišli do vaše spletne strani. Prej smo ugotovili, da je Nejc povedal, da nekako 80% vseh ljudi, ki dostopa do družbenih omrežij, dostopa preko mobilnih naprav. In tukaj je lahko tvoja priložnost. Namreč, če v srče svoje mobilne ali pa strategije na družbenih omrežjih postaviš res mobilne uporabnike, prilagajaš vsebino njim, lahko dosežeš boljše uspehe, kakor bi jih sicer. Ja, in tukaj je zelo pomembno, ali pa en tak izziv imamo, in sicer poznamo, da so lahko neke video vsebine ali pa nasplošno vsebine, posredujemo jih lahko v vertikalni pa horizontalni obliki. In na mobilni napravi je v ospredju predvsem vertikalna oblika, tako da tudi nekako morate integrirati v celotno strategijo, kako boste pa vertikalne oblike naredili, da bodo primerne za uporabnike na mobilnih napravah. Poskusi tudi izkoristiti čim bolj te neke naprednejše oblike oglasov, kot so Canvas oglasi, naprimer na Facebooku, lead oglasi, ne nazadnje, ki so res prilagojeni mobilnim napravam, ne nazadnje jih sam tam lahko tudi uporabljamo. In uporabnika bolj spodbujajo k temu tistemu ključnemu CTA-ju, ki ga ti želiš. S Canvasi naprimer lahko tudi bolj predstaviš svoj produkt, dogodek, karkoli že oglašuješ ali pa predstavljaš, s lead oglasi uporabniku omogočiš, da lažje izpolni neko formo, ker se vemo, prek lead oglasov dejansko so predizpolnjene forme s podatki na Facebooku, ki jih lahko samo popraviš in tako dalje. Tako da, zakaj ne bi tega izkoristil? Jaz bi omenil še eno zadevo, Zoran, in sicer v povezavi z družbenimi omrežji. Ljudje preko dneva ful uporabljamo messaging platforme, kot je WhatsApp, kakor je Instagram, kakor je Facebook Messenger. In tudi te platforme, predvsem Instagram pa Facebook oziroma Messenger, konkretno omogoča tudi, da se oglas prikaže med sporočili uporabnikom. Medtem ko na Instagramu, zakaj sem ga omenil, so pa predvsem ljudje, so ful na njemu in gledajo tudi storije. Ok, nimamo še teh oglasov direktno med sporočili, ampak imamo pa storije in ljudje prav klikajo tiste storije in jih gledajo in vmes se pojavil lahko tudi vaš oglas. Bodi pripravljena tudi če dalje več Viber oglasov, tudi to se zdaj že pojavlja in tudi prebral sem pred kratkim, da Facebook pripravlja oglase za WhatsApp, tako da velike še prihaja, vse skupaj prihaja. Ok, in če nadaljujemo od družbenih omrežij naprej, v povezavi z njimi, kot sem že prej malo nakazal, je tudi video. Se pravi, video mora biti ena izmed osrednjih strategij, ko se pogovarjamo o mobile first strategiji, o mobile first marketingu. Zakaj? Zaradi tega, ker družbena omrežja potiskajo naprej video vsebine. Tako da oni prav želijo, da vi uporabnikom čim več sporočate preko video vsebin. In če jih boste imeli, boste s tem tudi pred vašimi konkurenti, ki teh video vsebin nimajo. Ampak tukaj je zelo, zelo pomembno, da so te video vsebine, predvsem na družbenih omrežjih, tukaj nekako izvzemam zdaj YouTube, da so dosti kratke. Se pravi, mi priporočamo tam od 60 do 120 sekund. Na splošno so seveda tudi izjeme. Medtem ko na YouTubu pa pridejo bolj upoštev seveda daljše forme in so lahko videi dolgi tudi 10, 20, 30 minut, kakorkoli. In ko govorimo o videu, je res izrednega pomena, da poskušaš čim hitreje pritegniti pozornost. Nekje v prvih 3 sekundah, ker namreč uporabniki scrollamo in zato, da se ustavimo, se dejansko pogledamo video, si moramo takoj ustvariti
nek pozitiven prvi vtis v tistih nekaj sekundah. Kako to narediš? Več načinov je. Naprimer, če sam stresam iz rokava 1, 2, 3. Naprimer, na samem začetku poveš, o čem bo video sploh govoril. Se pravi, v 3 sekundah poveš, ta video bo o digitalnem marketingu, ta video bo o mehiški restauraciji, nekaj na to temo. Drug način je, da vzameš nek zelo zanimiv insert sredi videa, ga skrajšaš v 3 sekunde oziroma ga odrežeš, da pove ravno toliko, da pri uporabniku zbudi neko pozornost, hkrati je pa dovolj sporočilen, da si lahko vsaj nekaj predstavlja, o čem se bo šlo, to daš na začetek in spet zbudiš pozornost. Lahko tudi probaš z nekim prvim frameom oziroma prvim kadrom, ki vključuje sliko, nek fajn napis, kot neke vrste thumbnail in že s tem takoj poveš, o čem se bo šlo v videu. Tako, ampak prve 3 sekunde niso pomembne samo za video, gre za katerokoli zadevo. Lahko je nek tekst na začetku, ki ga imate na družbenem omrežju in s tem kratkim tekstom vzbudite to pozornost. Lahko je slika in napis na sliki, se pravi slika, ki bo pritegnila, tekst na sliki, ki bo pritegnil, se pravi, da boste v tistem momentu zintrigirali uporabnika, da bo rekel, tole mi je pa zanimivo in na to klikno. Ok, kaj imamo še za dodati, kaj o CTA-jih verjetno? Tako je, res je. Ja, tako kot posod so tudi pri mobile first marketingu seveda CTA-ji oziroma pozivi k dejanjem, kot jim pravimo po slovensko, call to actions v angleščini, so pomembni, da jih postavimo na prava mesta, da so prilagojeni za mobilne uporabnike, da so dovolj vidni, da tudi niso preblizu en drugega. Ja, jaz bi tukaj celo rekel, da nekako moramo biti pri mobile first strategiji še malo bolj drzni pri tem. Še bolj moramo skakati uporabnikom s temi CTA-ji in zbujati pozornost. Zakaj? Ker moramo se zavedati, da uporabniki, ko so na mobilni napravi, zelo hitro iščejo informacije. In če oni ne pridejo hitro do tistega, kar iščejo, bodo zapustili vašo spletno stran ali pa, ker so se prej na prve 3 sekunde nanašala, bodo šli naprej v naslednjo objavo. Tako da vi morate biti res temi CTA-ji, oziroma malo bom parafraziral, boste še bolj drzni kot pač drugač. Še bolj si upajte, pejte potezo več, ker morate videti uporabnika v tistem kratkem momentu res navdušiti, res zintrigirati, da bo naredil tisto, kar od njega želite. Ok, sigurno imaš na to, kar sva danes povedala, kakšen komentar ali pa vprašanje, bodi drzen oziroma drzna in ga napiši spodaj, z veseljem bomo odgovorili tako kot vedno. Na to temo pa je bilo to vse, kar smo imeli danes zapovedati. Ja, jaz bi sam še dodal, pa tudi če imaš ti kakšen nasvet za mobile first strategijo, tudi to lahko dodaš poleg vprašanja. Ampak ja, to je bilo to za danes, se gledamo, poslušamo naslednjič. Nasvidenje. Why?